DS se je tudi pri nas uradno ločil od Citroena, zato smo upravičeno pričakovali, da bomo ta avtomobil našli na lastni spletni strani. Pa ga nismo, ker v času tega testa ne obstaja, česar si znamka, ki nagovarja najbolj zahtevne kupce v razredu, ne more šteti v čast. Na Citroenovi strani pa piše novi DS3. Sicer ni povsem nov, zato naj vas nova maska in žarometa s sekvenčnimi smerniki ne zavedete prehitro. V bistvu gre za prenovo precej stare zasnove in tu se lepo vidi, kako zanimiv avtomobil so naredili že pred leti. DS3 ne stavi samo na prvi pogled, tako da tudi znotraj pričakujete številne izboljšave. No, samo pogledaj v hiše tega ključa, pa tele fine prešite sedeže, črno stropno oblogo in tudi dišava ne manjka. Če bi ostalo samo pri tem, bi bilo super, tako pa so ga pobiksali s stikali in ročicami, ki so enake kot v Citroenovih vozilih pred 15 leti. Da nismo več v letu 2000, priča samo tale multimedijski sistem, ki pa tudi ni najboljši, ker so stikala za glasnost in premikanje med meniji postavljena tako čudno. No, k sreči pa fizična stikala klimatske naprave ostajajo. Testni DS nas je bolj prepričal z motorjem. Za premikanje slabih 4 metrov pločevine skrbi 1,2-litrski trivaljni turbomlinček. S 96 kW, torej 130 konji, nima nobenih težav premikati slabih 1100 kg. Celo malo športen želi biti, čeprav je v spodnjem območju preslabo odziven. Dinamičen postane šele nad 2000 vrtljaji. Na tovarniško porabo 4,5 litra pozabite, v resnici bo okoli 7. In kljub solidnemu občutku na volanu je podvozje na trenutke pretrdo in DS med vožnjo hitro deluje malo živčno, ni tako suveren kot Mini. Če želite izstopati za vsako ceno, potem je DS3 res pravi odgovor. Ja, namenoma sem rekel za vsako ceno, saj že vstopni DS3 stane 20, takole bogato založen pa kar 28 tisočakov. Ja, za takšno ceno pa bo res treba pokazati še kaj več, ne samo razlike pri izgledu. Me prav zanima, kakšna bo nova generacija, ko pravijo, da se bodo končno videle prave razlike med Citroenovimi in DS-ovimi modeli.